Nekaj mesecev pred Abrahamom se je Janiju Pavcu, šefu skupine Atomic Harmonic, življenje obrnilo na glavo. Zadela ga je kap na konici hrbtenjače. Gre za tako zelo redko obliko kapi, da se tudi najbolj izkušeni strokovnjaki na nevrološki kliniki s takšnimi primeri srečajo le na nekaj let. Janja je bolezen za nekaj časa prikovala na invalidski voziček, nato se je, kot pravi, zihto postavil na bergle. Zaveda se, da je pred njim še dolga pot okrevanja, a ostaja optimističen. Svojo zgodbo pa deli, da bi pomagal tudi drugim. V življenje energičnega in vedno nasmejanega Janija Pavca dobra volja zmer, moja je pravica. Je lanskega 11. maja zjutraj nepričakovano zarezala bolezen. Zagrabilo ga je spodaj v hrbtu in zadaj v levi nogi, pripoveduje. Toliko me je zabolelo, ulegel sem se na tla, bolelo me je noro, enih 10-15 minut. Poklical sem ženo, da me gre kao zmasirati. Jaz sem mislil neki krč, je nič posebenega. A spodnjega levega dela telesa kmalu ni več čutil, z rešilcem so ga odpeljali na nevrološko kliniko. Po 2 dneh in številnih preiskavah pride meni doktor in mi reče, ja, pa smo našli, imate kap na konici hrbtenjače. Jaz nisem vedel, kaj je to, ampak meni je odlegal predvsem zaradi tega, ker sem živel v negotovosti. Okej, nekaj imamo, karkoli že je, saj da vemo, kaj je, ne? Kap hrbtenjače je ena najredkejših oblik možganske oziroma kapi centralnega živčevja, razlaga nevrolog Matija Zupan. Predstavlja zgolj do 1% vseh kapi. Kap v konici oziroma konusu hrbtenjače je še redkejša in predstavlja med vsemi kapmi hrbtenjače približno dobrih 10%. Hudo je, ko vidiš, da ne moreš vstati, da spodnji del telesa ne dela, priznava Jani. Iz bolnišnice so ga premestili v zdravilišče, kjer so ga posadili na invalidski voziček. Ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku tam v ogledalu, sem logično, šok je to za telo, vsakega prizadane, ko se vidi, sem rekel, zdaj pa to tako življenje. Ja, nekaj, se treba spopasti. Najprej sem se zjokal, potlej sem šel pa kar ven v park in sem rekel, gremo se boriti. Možni vzroki za hrbtenično kap so med drugim povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, nezdrav življenjski slog in slabo obvladovanje stresa, redkeje tudi bolezni aorte in okvara medvretenčnih ploščic. Prizadene lahko tudi mlade, zdrave ljudi, ki torej nimajo naštetih dejavnikov tveganja, imajo pa obremenjeno hrbtenico, znanje denimo sindrom deskarjev na vodi. To kap je težko hitro ugotoviti, sicer pa višje, kot je infarkt v hrbtenjači, hujše so posledice, pravi Zupan. Če prizadene večji del prečnega preseka hrbtenjače, seveda klinična slika praviloma huda, s paraplegijo oziroma tetraplegijo. Pri sami kapi v konusu poštena polovica po več mesecih od dogodka vendarle lahko bolj ali manj neovirano že hodi. Tudi Jani je hitro spoznal ljudi, ki so čez čas povsem normalno hodili in to mu je vlivalo voljo. Nato je šel na rehabilitacijo v Sočo. Pri pacientih s hrbtenično kapjo traja ta v povprečju od 2 do 4 mesece in je individualno prilagojena. Lahko gre za okvaro na področju gibanja, na področju zaznave, senzorike. Lahko gre za okvaro na področju nevrogenega mehurja, nevrogenega črevesja in vsem tem področjem se pri nas posvetimo. Pacienti so vključeni v fizioterapijo, delovno terapijo, po potrebi tudi v respiratorno terapijo in logopedsko obravnavo. Potem pa tudi individualno glede na pacienta, ali gre za pacienta, ki je še v postopku zaposlitve, kako bo pacient nadaljeval po odpustu z vračanjem na delo, ali je pacient aktiven voznik osebnega avtomobila ali kakšnega drugega sredstva, potem tudi po potrebi v ambulanti za voznike za posebne potrebe. Izobrazijo pa tudi svojce. Jani je po 4 mesecih vozička kljub drugačnim nasvetom stroke poprijel za bergle. Želim čim prej shoditi, da želim čim prej voziti avto, da sem sam, ne da mi vsako stvar, že tako mi morajo vsako stvar prinesti. Prosim jih, da mi pomagajo. Ko sem bil na pregledu, so rekli, da je presenečenje, da se hitro razvija, da vidijo, da vse mišice so pretočne, da nekako zdaj moram jih samo utrditi, da bom začel hoditi po kakšnem letu dni. Vrnil se je tudi že na oder, se pa zaveda, da je pred njim še dolga pot. Ta trenutek malo več kot 50% že vse čutim, niso pa to ista občutenja, ki so bila pred tem. Izgubil sem tudi malo občutek za temperaturo. To se bojim, da bo ostalo, ampak ne zato glavno, da bomo shodili in da živimo naprej. Si pa priznava, v tej zahtevni preizkušnji ne predstavlja, da bi bil brez družine in prijateljev, ki mu ves čas stojijo